Dobrodošli v prvi vlog z Japonske. Dajmo kar začeti. V glavnem let. Leteli smo 6 ur v Dubaji, nato pa še 10 ur do Tokija. Večkrat sem snemala hrane na letalu, I don't know why. Itak je ogabna hrana, tako da ne bomo preveč o tem. Probala sem večkrat zaspat ob tehle zvezdicah na stropu, ampak ni mi glih ratolo, tako da sem pogledala, mislim, na 5 filmov. Med njimi tudi Multiverse of Madness, ker je moj najljubši film ever. Bili smo zraven tudi kokice, pa jaz sem si vzela eno kavo, ker pol sem bila že toliko far, da nisem hotela zaspati. Večkrat smo brali, jaz sem na svojem Kindlu, ko imam najljubši vitek ever, mami pa na pocketbooku. In najbolj cute stvar je bila tale pesem iz Howl's Moving Castle, ko smo pristali. Res mi je ful polepšalo, da. Takoj, ko smo prišli do hotela, smo z mami skočili v 7-Eleven po prvi onigiri, ki ga jaz še sicer nisem znala jih odpreti, ampak je bila pa odlična večerja. Avantura se pričenja uradno. Smo na hodniku, zato bomo tiho govorila. Zdaj gremo na zajtrk in danes pa je, kaži, kofre peljemo že naprej, mi pa še enkrat tukaj spimo. Ok. Stopnic ni. To pa moj outfit. Cute zopački. Zajtrk številka 1. Jaz smo neko juho z gobami, I guess. To so cute, no? All this stuff. Mami ima pa lotusa, pa all kinds of zelenjava in pa mesos. Dober tek, mami. Hvala, zakaj pa nimam palček. Predvideva, da me znaš jesti. Boš poskusila? Ne bi. Pravim, to je bil danes najn hotel, pa pač bo še začer. Kufre smo poslali naprej, ampak se bi z veseljem povedala, kam, nimam pojma. Kam gremo danes? Nimam pojma. Bomo sproti videli, či smo nepripravljeni, ker se nam ne da razmišljati, tako pa jaz skoraj nič nisem spala danes. Hotelčič. Tam je pa jedilnica, tam smo prej jedli. Takoj, ko stopiš na kjerokoli ulico na Japonskem, se počutiš, kot da si v nekem anime filmu. In mi smo takoj šli za vogal od našega hotela, kjer je bil tale Kaminarimon, oziroma Thunder Gate, ki vodi do Sensoji templa v Asakusi. Na vhodu sta 2 kipa, Fujin in Reijin, ampak več o tem v naslednjih vlogih, ko bomo dejansko si pogledali ta tempel. Skočili smo na podzemno na Asakusi, če te pa zanima več o javnem prevozu na Japonskem, si pa poglej video na Džunglinem kanalu. Zdaj gremo pa na Shinjuku. Preden nadaljujemo, naj še omenim, da v teh vlogih govorim precej bolj tiho, kot ponavadi, ker so Japonci vajeni, da je v javnosti bolj mir in tišina in mi je bilo mal bad biti bolj glasna. Se opravičujem. Šli smo do Shinjuku National Parka, ki je ogromen in čudovit park. Shinjuku delo mesta združuje japonski, angleški in francoski stil parka in je res prečudovit. Sem prihajajo domačini in pa itak turisti, še posebej v času rožnatih češnjevih cvetov. Mi smo bili jeseni, da tega nismo videli, ampak dajmo mečken uživati v glasbi in pa v prečudoviti japonski naravi. Shinjuku, kam si šla? Shinjuku National Parku, nacionalnem parku. In mi dve gremo sicer iskat Starbucks, ker bomo kavo dobiti. Ampak tukaj imajo te rože. Tu so krizanteme, ki so nažalost skrite zadaj, ampak se jih mečkam vidi. Ne cveti. Drugač, zadaj se en ptič dere, ki me ful spominja na Ghost of Tsushima. Prav, v bistvu se pa mi dve že skozi pogovarjamo, da imamo feeling, kot da smo v eni igrci. Tak, ful je tak, kot da je AI svet, kot da sploh ni res. Zaradi tega, ker je toliko vse čisto, pač, pa nikjer ni nobenega koša za smeti, jaz ne vem, kar delitajo smeti ali kaj, pač ne more biti drug explanation. Je pa lepo. Kakšni so tvoji prvi vtisi? Fantastični, prav vsrkam vse. Telebajskove hribčke. Pač, kak je trava popolna, mislim, arzenik nekaj bo zelena, ampak prav kot tepih je. Ok, šla sem si iskat ledeni čaj.
Hotel sem sicer pumpkin spice, sam nismo imeli, tako da sem si vzela passion, ledeni čaj. Oh my god. Naprej smo šli na Harajuku Street, ki je v bistvu ena najbolj znanih ulic za vse ljubitelje mode, za anime, ker tu najdeš res vse vrste trgovinic, kafičev, različno hrano, najbolj zanimivi pa so seveda ljudje, ker je ta ulica res dom mladih navdušencev za modo. Ok, mi smo na Harajuku Street in jaz sem se že preoblekla. Mama je malo posnela, pa sem v bistvu bolj za TikTok snemala. Je ful zanimivo, ful enih stvari. Jaz sem si nakupila špangic, pa ne vem kaj vse, pa pač najbolj cute oblek ever. Zdaj greva pa v Cat Cafe, kar pač... Sem lahko prideš na svojo najljubšo pijačo in uživaš v družbi luštnih muck. Lahko jih opazuješ, božaš in jim itak kupiš priboljške. Kafič je itak tudi noro fotogeničen, da lahko narediš čim več fotk. Mama se mi zdrava. Ja, peaches, pa jagodo. In je dobro, ful je dobro. In če bi živela tukaj, bi bila v mačjih kafejih vsak dan, ker so tukaj mirni in precej terapevtski. Boš malo pokazal? Ja. Jaz umiram, pač died and gone to cat heaven. Zdaj gremo na ta stolp gor. Bomo videli razgled. Pa zdaj bo sončni zahod. Lado bo lepo. Zdaj smo prišli na tale stolp. 45 nadstropje smo in je scary. To je zdaj v bistvu realna slika, koliko je dejansko Tokio ogromen. Tokio je res ogromno mesto. Tu živi 13 milijonov ljudi in je velik skoraj 2200 kvadratnih kilometrov. Za primerjavo, Ljubljana je velika samo 163 kvadratnih kilometrov. Žal smo se že naslednji dan odpravili naprej gledati goro Fuji in pa v Kyoto, ampak se bomo na koncu potovanja spet vrnili v to ogromno in zanimivo mesto. Upam, da ti je bil prvi vlog za Japonske všeč in ne skrbeti, to je šele začetek. V nadaljevanju se bomo peljali s Shinkansenom, videli bomo opice, različne templje in pa en cel dan bom preživela sama v Kyotu. Upam, da ti je bil video všeč, če ti je bil, mu daj en like, subscribi se na moj kanal in kakor vedno, lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!